Mladih smo se zbrali okrog 150 do 200 mladih, se danes srečuje iz cele naše celjske škofije. Še posebej je pomembno, da smo se tudi letos odločili, da nadaljujemo to tradicijo, da izberemo enega izmed svetniških osebnosti. Letos smo izbrali nam zelo znanega in dobro znanega papeža, ki je že blaženi, Janez Pavel II. Papež Janez Pavel II je dvakrat obiskal Slovenijo, leta 1996 in 1999. Letos nas pa na prav poseben način zaznamuje s tem, da se srečujemo. In če sem lahko tako malo bolj aktualen, kaj nam svetniki prinašajo v to naše življenje, je tudi to, da se povezujemo z tistim letom okrog leta 1999, ko je pravzaprav se pripravljalo na dež. 2 dni, 3 dni, cel teden deževalo in so se spraševali, kako in kaj. Na koncu posijalo sonce. Ne samo tako iz neba, ampak tudi s tem, ko nas je papež obiskal. In nam povedal, da nas ima rad in nam pravzaprav na oltar pozdravil tudi svetniški blaženega škofa Antona Martina Slomška. Danes, zjutraj prav posebej je bilo prav tako. Na Celje, nad to naše prizorišče so se zgrinjali črni oblaki. Mislili smo, da bo dež, a vendar pričakovali smo, da se bo tudi sonce pokazalo. Poglejte, zdajle nam sije. Ne samo to, pripričan sem, da sije tudi v srcu vsakega izmed nas. In to je smisel, kajti ko smo srečni, ko smo zadovoljni, je tudi Jezus med nami. In to je veselje, upanje in sreča, ki vsakemu prinaša na poseben način najprej v svoje srce, ki ga kažemo s svojim vedenjem, s svojim obnašanjem in svojim izžarevanjem te vere, upanja in ljubezni. In to je smisel tega našega srečanja. Usporedno se dogajata 2 dogodka. Kviz, ki smo ga imeli notri, se pravi kviz, ko smo spoznavali lik blaženega Janeza Pavla II. In tukaj zunaj, kjer se odvirajo razne športne aktivnosti. Ulična košarka, odbojka in pa nogomet. In v tem se mladi merijo. Ne samo v tekmovalnosti. Merijo se tudi v tem, kakšen je fair play, kakšno je lepo obnašanje, krščansko obnašanje. Kajti ne samo, da je vera v našem srcu, naša vera se more z lepim obnašanjem kazati tudi navzven. In to je smisel krščanskega življenja. In naši mladi se dobro odrezajo tudi v tem. Nekateri so se že doma pripravljali ob kvizu, ko so spoznavali lik blaženega Janeza Pavla II. In pa UCAT, katekizem za mlade, so preučevali in se predvsem zglaševali na to, kaj verujemo, kaj prav vsebina naše vere. In to vero potem prinašajo v življenje. In to je smisel današnjega srečanja. Notri kviz, zunaj pa športne aktivnosti. Veseli smo, da je danes med nami tudi bil zaporniški duhovnik, gospod Robi Pliškovec, ki nas je vse nagovoril, vsakega posebej in s tem pokazal, zakaj sploh verovati. A je vera res samo to? Stojiš takole in gledaš, odkot ti bo kaj padlo iz neba dobesedno, hvala Bogu trenutno jasnega, ampak ko pridejo temni oblaki, se marsikaj naredi. In človek lahko hitro opeša. Ne, to ni smisel naše vere. Smisel naše vere je, da vsak dan, kljub temu, da so nad menoj črni oblaki, da je dež ali pa sonce, kar je še najboljše, da sonce sije tudi v mojem srcu. In to mi vera pomaga. In pravzaprav začetnik in vodja naše vere je Jezus, ki nam daje moč, ki nas usmerja po poti našega življenja. In v to veliko pomoč so nam tudi svetniki. Od blaženega papeža Janeza Pavla II., blaženega škofa Slomška, o katerem je lepo škof danes pri jutranji sveti maši že lepo govoril in nas nagovoril. Kdor hoče druge vnete, mora sam goreti. Ni dovolj, da samo pričakujemo, kaj nam bodo drugi dali. Pomembno je, kaj jaz lahko dam in doprinesem v ta svet. V ta svet, ki ga bom z svojim življenjem, svojim pričevanjem, svojim zgledom navduševal in krepil. In to je pravzaprav nam tudi Robi skušal prikazati v svoji delavnici. In dobro mu je uspelo. In vesel sem, da so tudi mladi pozorno poslušali, ustvarjali, pravili plakate in povedali, kaj želijo oni v cerkve in kaj želijo oni cerkvi dati. In to je bogatstvo, da drug z drugim, z roko v roki gremo na poti za Gospoda.